Najprej je treba poudariti, da so začasne odredbe pri vseh sporih, torej tudi pri gradbenih sporih, prej izjema kot pravilo. Namenjene so pa temu, da varujejo možnost bodoče izvršbe ali na drugi strani, da preprečijo silo ali nastanek težko nadomestljive škode. Pogoji pa so različni glede na to, kaj želimo varovati, ali denarno terjatev ali nedenarno terjatev. Če želimo varovati denarno terjatev, moramo izkazati objektivni pogoj, to je verjetnost obstoja terjatve. Drug subjektivni pogoj pa pomeni, da je treba izkazati subjektivno nevarnost. To je neko aktivno ravnanje dolžnika, ki meri na preprečitev izvršbe. To je za denarne terjatve, za nedenarne terjatve je prvi objektivni pogoj enak, pri subjektivnih pogojih pa so tri alternative. Prva je, da mora upnik izkazati nevarnost, ki je pa objektivna. Druga alternativa je, da se lahko začasna odredba izda, če je treba preprečiti nastanek sile ali težko nadomestljive škode. Tretja pa je, da se tehtajo posledice, se pravi, komu bi nastala večja škoda, ali dolžniku, če bi se izkazala začasna odredba za neutemeljeno, ali upniku, če sodišče ne bi izdalo